Zdravljenje krvnih rakov, pa naj gre za levkemijo, diseminirani plazmocitom, limfom ali za redkejše oblike teh rakov, je agresivno. Zato pravzaprav ne le bolezen, ampak tudi zdravljenje na organizmu obolelega pusti odtis. Bolnik tako poleg celostne obravnave in zdravljenja potrebuje tudi pravočasno oporo in podporo pri rehabilitaciji. In na tej ravni vaše združenje pomembno pomaga zapolnjevati sistemske vsebine. Ja, res je. Ja. Zdravljenje res zahteva v bistvu celega človeka, ne? Tako da na številnih področjih se potem pokaže potreba po neki dodatni podpori. Nekaj je tisto zdravljenje, ki se dogaja v bolnišnici, ampak tudi potem, ko bolnik pride domov, pogosto raba podporo, je oslabljen, izgubi kondicijo, mogoče so kakšne težave pri prehranjevanju. Seveda psihološka podpora je pač vedno tista, ki je zelo pomembna, no, ki veliko pripomore k kakovosti življenja. Tako da vsa ta področja so pomembna in na vseh teh področjih je dobro ponuditi dodatno podporo. Tudi vračanje nazaj, v službo ali pač v neko socialno okolje pogosto zahteva kar en tak velik korak in dobro je, če je posameznik pri tem koraku lahko podprt. In ta podpora je, vsaj tako kažejo izkušnje, izjemno uspešna. Bolnik dobi ogromno dodatnega znanja, vedenja, pomoči. Kakšni so odzivi obolelih? Ja, program celostne rehabilitacije, ki ga podpira tudi Ministrstvo za zdravje, tako da so tudi tam prepoznali res pomembno dobrobit za bolnike, je v bistvu trenutno edini tak celosten program, ki bolniku, ki se vključi, res nudi podporo, tako na področju psihologije, prehrane, gibanja, medicine dela pri vračanju na delo, in to bolniki res zelo, zelo pohvalijo. Možnost imajo tudi individualnih posvetov, potem seveda skupinskih delavnic, predavanj, vadbe, tako da res so zelo zadovoljni. Tako so strokovnjaki, ki sodelujejo v programu, ker smo v združenju res povezali v ta program strokovnjake, ki tudi sicer poznajo potrebe onkoloških bolnikov, tako da sodelujemo na primer z ambulanto za klinično prehrano z Onkološkega inštituta, potem s klinično psihologinjo z kliničnega oddelka za hematologijo v UKC-ju, pa s fizioterapevtko, ki tudi sicer dela na kliničnem oddelku za hematologijo, s kineziologom, tako da imamo res tako mrežo strokovnjakov, ki res poznajo potrebe bolnikov s krvnimi raki. Tako da so bolniki zelo zadovoljni tako s strokovnostjo, pa tudi s tem vidikom, da spoznajo druge bolnike, da lahko mogoče izmenjajo izkušnje, da vidijo, da nimajo samo oni takih recimo vprašanj, težav, stisk in da si lahko tudi med sabo malo pomagajo. In ta program v sodelovanju s stroko zdaj tudi nadgrajujete. Kakšna pravzaprav bo nadgradnja in kakšni so v tem smislu odzivi vaših članov oziroma kakšne so njihove pobude, spodbude v tem smislu, kajti verjetno je bil prav to razlog za razmislek o nadgradnji. Ja, v bistvu smo začeli najprej s 3 moduli, s prehranskim, fizikalnim in gibalnim in psihosocialnim. Potem pa smo v času izvajanja dobili veliko v bistvu povratnih informacij, da bi potrebovali še dodatno podporo prav z področja medicine dela pri vračanju nazaj v službo. Tako da smo zdaj dodali še ta modul in sodelujemo z zdravnico medicine dela, Mašo Kitner. Tako da smo v bistvu to še dodali, pa dodali smo tudi poseben sklop za svojce bolnikov. Tako da imamo v bistvu en program, dodaten modul, kamor se pa lahko vključijo samo svojci, tako da tudi oni dobijo nek prostor, tam so pa v bistvu oni, kako bi rekla, ločeno, no, tako da so svoja skupina in v bistvu se pač tudi oni lahko podprejo, izmenjajo izkušnje in tudi dobijo strokovne nasvete. Kateri pa so izzivi, na katere se boste v prihodnje morda še morali odzvati, da bi izboljšali pot okrevanja po končanem zdravljenju in spodbudili
čim celovitejšo vrnitev tistih, ki jim je bolezen uspelo premagati v življenjski in v delovni vsakdan. Ja, mogoče za začetek en tak izziv je sigurno, kako pravočasno obvestiti vse bolnike, ker to se lahko v bistvu vključijo ne glede na kraj bivanja ali pa bolnišnico, v kateri se zdravijo vsi bolniki s krvnimi raki. Tako da si zelo želimo v bistvu to informiranost čim bolj razširiti, no, tako da res vsi vejo, da imajo to možnost, da se vključijo. Potem pa v bistvu, kar se tiče vsebine, mogoče res še dodatno okrepiti pomoč pri vračanju na delo. Vemo, da tukaj tudi sistemsko je potrebno še kar veliko narediti, da bo bolnikom lažje, posebej tako to postopno vračanje, da bodo tudi te postopki mogoče bolj jasni in bolj bolnikom prijazni. Tukaj pa res tudi tisto, kar je treba na sistemski ravni urediti. Kakšen pa je vaš pogled na delovanje našega zdravstva? Kakšne so bile, denimo, med vašim zdravljenjem izkušnje in kaj je tisto, na kar bi v smislu urejanja sistema in možnosti za pravočasno obravnavo še posebej opozorili? Ja, kar se tiče recimo področja krvnih rakov, lahko v Sloveniji rečemo, da imamo res zelo dobro urejen sistem zdravljenja. To pomeni, da je zdravljenje na voljo, da so sodobne terapije na voljo in da bolniki, čeprav je to pač seveda težka diagnoza, so vseeno lahko zadovoljni s tem, da živijo tukaj v Sloveniji, da je ta terapija na voljo in da je pač znotraj zdravstvenega sistema pač brezplačna za tiste, ki imajo urejeno zdravstveno zavarovanje. Ko hodimo recimo po kakšnih konferencah v tujini, vidimo, da na zelo veliko koncih sveta je zgodba zelo drugačna, ne. Tako da kar se tiče zdravljenja, smo lahko ponosni na to, kar imamo in moramo to tudi večkrat povedati, ne. To ni samoumevno, da so vse te terapije, ki so pač nove in tudi zelo drage, na voljo znotraj zdravstvenega sistema. Seveda pa potem pač področje te celostne rehabilitacije, tukaj pa še veliko možnosti za izboljšave, mogoče sistema, ne, še vedno zelo tako medicinsko usmerjen, samo na bolezen pa na zdravljenje te bolezni, ta celostni vidik, ne, človeka, ki se sooča z boleznijo, ki ima lahko stiske, strahove, ki ima težave potem mogoče v službi, ne. To pa je nekako še, tukaj pa še veliko prostora za izboljšave, tako znotraj zdravstvenega sistema. Tukaj pa mogoče res smo mi tisti, ki lahko vsaj nekako pomagamo ta zdravstveni sistem malo dopolniti tam, kjer so še vrzeli, no.